Krhko premirje med Washingtonom in Teheranom se hitro razkraja. Čez noč so ameriške sile izvedle četrto zaporedno noč napadov na iranske cilje in napadle vojaške objekte po jugu države, medtem ko predsednik Trump še naprej vztraja pri politiki pritiska. Iran prav tako vrača udarec in širi boj. Centcom pravi, da je Iran v enem tednu napadel vsaj 7 trgovskih ladij. IRGC je zagrozil, da bo ustavil še več izvoznih poti za energijo z Bližnjega vzhoda. V zadnjih dneh so iranske rakete in droni napadli Kuvajt, Bahrajn, Jordanijo, Katar in Oman, pri čemer je IRGC trdil, da so povzročili škodo na ameriških bazah in ameriških interesih. Medtem predsednik Trump stopnjuje svojo grožnjo z zaostrovanjem. Cilje v energetiki bom pustil za konec, na koncu bomo zadeli tudi energetske cilje. Ja. Nocoj jih bomo zelo močno zadeli, jutri zvečer jih bomo prav tako zelo močno zadeli. Zelo močno jih bomo zadeli tudi naslednjo noč in potem bo naslednji teden zanje res hudo, ker pridejo na vrsto elektrarne. Naslednji teden pridejo na vrsto mostovi. Uničili bomo vse njihove elektrarne. Uničili bomo vse njihove mostove, razen če ne pridejo za pogajalsko mizo in začnejo pogajanja. To ni prvič, da je Trump uporabil takšno grožnjo, da bi spodbudil pogovore, vendar to kaže, da bi se lahko spopadi še razširili z resnimi posledicami za Iran in zalivske države, medtem ko Izrael za zdaj ni vključen v spopade. Vendar izraelski uradniki ocenjujejo, da ZDA stopnjujejo priprave na možnost ponovnega obsežnega vojaškega spopada z Iranom. Čez noč so ZDA ponovno uvedle svojo pomorsko blokado iranskih pristanišč. Cene nafte so poskočile na najvišjo raven po podpisu memoranduma o soglasju, saj narašča strah glede pretoka nafte skozi Hormuško ožino. Za več odzivov z veseljem pozdravljamo Jonathana Sajeha, raziskovalnega analitika, ki se osredotoča na Iran pri Fundaciji za obrambo demokracij, ki se nam zdaj v živo pridružuje iz Washingtona. Lepo vas je videti. Najlepša hvala še enkrat. Hormuška ožina ostaja žarišče teh napetosti. Kdo ima nadzor in kaj je z morebitnimi pristojbinami? Ali vojaški pritisk deluje? Centralno poveljstvo ZDA je danes zjutraj 90 minut izvajalo napade na Iran. Ali je to tisto, kar bo potrebno, da se Teheran vrne za pogajalsko mizo? Kakšno je vaše mnenje? Izziv ni v tem, da Teheran spravimo nazaj za pogajalsko mizo. Gre za to, da od njih dobimo pomembne koncesije. Obe strani, Teheran in Washington, sta večkrat poudarili, da sta pripravljeni govoriti medtem ko streljata, vendar to ne prinaša nujno rezultatov. Kar zadeva samo Hormuško ožino, je izziv v tem, da jo lahko režim že z enim samim dronom blokira. Ni jim treba uporabiti niti raket, čeprav jih včasih tudi uporabijo. Torej, uničenje vseh teh vojaških objektov bi zagotovo imelo vpliv, vendar je dovolj že en posameznik in en izstrelek, da ponovno zadušijo to ožino. A kljub temu bi lahko obsežna kampanja nakazovala, da Združene države morda razmišljajo o drugih možnostih. Vem, da je bila razprava morda zelo resna, celo o jugozahodni provinci Bushehr, kjer bi morda napotili kopenske enote za dejansko zavarovanje ožine, vendar se zdi, da smo od tega še precej daleč. Zdi se, da je namen pritiskati na odločevalce v Teheranu, da se vzdržijo napada na ožino, namesto da bi jim odvzeli zmogljivosti in uničili njihova sredstva. In kakšno je vaše mnenje o ponovni uvedbi ameriške blokade iranskih pristanišč? Ameriška vojska pravi, da je od ponovne uvedbe blokade preusmerila 2 trgovski ladji. Medtem ZDA pravijo, da je Iran v zadnjem tednu napadel 7 trgovskih ladij, poleg tega pa še naprej cilja na države v zalivu. Kako dolgo se lahko to še nadaljuje, preden pride do popolne zaostritve? Kakšno je vaše mnenje? Videli smo, da je bila blokada najboljše orožje, ki ga imajo Združene države proti Islamski republiki. Saj je popoln prikaz kampanje maksimalnega pritiska, ker lahko sankcije dosežejo le omejen učinek. Prav zaradi blokade režim ni mogel več nezakonito tihotapiti nafte na Kitajsko. Zato je ta vzvod ključen, še posebej zdaj, ko inflacija v Iranu strmo narašča in je najvišja po drugi svetovni vojni. A to znova odpira vprašanje, ali pritisk zgolj umirja vedenje Teherana, ali pa paranoja, ki se znova pojavlja med uradniki režima, zmanjšuje verjetnost, da bodo podpisali dogovor. In kompromis bi videli kot znak šibkosti.
Do zdaj vsi znaki kažejo naslednje. Torej, ne gre za to, da bi izkoristili vse te zmogljivosti za boljši dogovor, ampak za to, da bi notranje dovolj oslabili režim in tako pripravili pot za sistemski prenos oblasti v Teheranu. Prav tako bi si mislili, da bi bilo za režim ponižujoče, če bi se moral po tem vojaškem napadu vrniti za pogajalsko mizo, da o zaprtju pristanišča sploh ne govorimo. Medtem pa svetovne cene nafte in cene goriva v ZDA znova naraščajo. Vmesne volitve se očitno hitro približujejo. Ali res mislite, da bo Donald Trump resnično napadel tista ključna mesta, vključno z mostovi in energetskimi objekti, kot obljublja? Znaki so resnični in v prvih mesecih vojne je bilo nekaj primerov, ko so bila nekatera od teh mest zadeta, vendar ni potrjeno, ali so bila to namerne tarče ali pa so bili to zgolj stranski učinki drugih napadov. Toda izziv ni toliko v cilju samem, kot v sporočilu, ki stoji za tem. Gre za idejo, da bi uničenje te infrastrukture in zmogljivosti in izvajanje pritiska na vse Irance v upanju, da bo to pomenilo pritisk na režim in na to boljši dogovor, ne tvega le odtujitve Irancev, ampak temelji tudi na napačni oceni. Da naj bi ta nov, kot smo rekli, pritisk dejansko umiril vedenje režima, kar pa ni res. In tukaj je izziv. Sporočilo mora biti jasno, da če je ključna infrastruktura napadena znotraj Irana, je namen opolnomočiti množice in ne pustiti Irancev brez infrastrukture. Pod brutalnim režimom, ki je preprosto podpisal sporazum z Združenimi državami. Veliko tveganj je povezanih s temi morebitnimi potezami. Počakali bomo, kako se bo vse skupaj odvilo. V živo iz Washingtona, kot vedno, cenimo vaše vpoglede. Jonathan Sayeh, najlepša hvala. Hvala. In zdaj še več. Veseli me, da lahko v studiu pozdravim Benija Ajalona, nekdanjega izraelskega veleposlanika v ZDA in nekdanjega izraelskega namestnika zunanjega ministra, našo višjo dopisnico za Bližnji vzhod, Ariel Ozeran, in dopisnika Bilala Sladena. Gospodje, najlepša hvala, gospod veleposlanik, veseli me, da ste spet v studiu. Donald Trump je, če tako rečem, nastopil zelo odločno. Povejte nam, kakšno sporočilo trenutno pošilja Irancem. Zdi se, kot da mu zdaj nekoliko zmanjkuje potrpljenja. Mislim, da ko govorimo o Trumpu in njegovih sporočilih, je treba vse postaviti v kontekst trenutnega datuma in razpoloženja, v katerem je predsednik trenutno. Mislim, da je zelo jezen na Irance in to upravičeno, saj jim je med pogajanji veliko dal. Memorandum o soglasju, ki je bil dosežen, je bil močno naklonjen Iranu. Zato mislim, da delajo strateško napako. Vedno so radi plesali na robu. Ampak mislim, da ko poskušajo vedno bolj pritiskati na Združene države in iztržiti več koristi, tvegajo, da padejo v prepad. In po drugi strani si moramo zapomniti, da za njih padec v prepad ne pomeni tveganja za izgubo oblasti, ker lahko počnejo, kar želijo. Ni mar za 80 milijonov Irancev, ki jim nasprotujejo, tudi če bodo šli v plamene. Govorimo o zelo radikalnem, skrajnem, nevarnem režimu, ki je na nek način mesijanski in mu ne bi bilo mar, če bi šel v plamene, namesto da bi kapituliral ali naredil nekaj, kar se vidi kot kapitulacija. Na koncu mislim, da Trump ne bo imel druge izbire, kot da posreduje. In mislim, da bi raje to naredil, kot da bi ga ponovno imenovali tako. O tem ni dvoma. Ariel Ozeran, zelo težko si je sploh predstavljati, kaj se dogaja v glavah voditeljev iranskega režima. Sploh ni jasno, kdo dejansko sprejema te odločitve. Ko pa pogledamo, kaj bo potrebno, da se ta pogajanja nadaljujejo, kot smo že prej omenili, ne gre le za vojaški pritisk, temveč tudi za kazanje znakov šibkosti. In jasno je, da režim tega noče storiti. Poglejte, ZDA niso dosegle popuščanj, ki so jih iskale od Irana. Po intenzivni vojaški kampanji, ki je trajala 40 dni. Tako je pričakovati drugačen izid pri napadih z manjšo intenzivnostjo preprosto nerealno. A če govorimo o nerealnem, se zdi, da trenutni režim ni naklonjen nobenim popuščanjem kot posledici teh napadov. Navsezadnje imajo dva glavna cilja, kratkoročnega in strateškega.
Na kratki rok je njihov cilj uveljaviti svojo prevlado nad Hormuško ožino. Zaprli so jo prvi dan vojne in vsa njihova sporočila so osredotočena na to. Pravzaprav toliko govorijo o Hormuški ožini, da želijo na nek način preusmeriti pozornost javnosti od jedrske grožnje. To je tudi eden od razlogov, zakaj se tako zelo osredotočajo na ožino. In tako so te napadi namenjeni oslabljenju njihove moči in njihove sposobnosti, da uveljavijo ta prevzeti nadzor, ki so ga vzpostavili nad ožino. To verjetno v bližnji prihodnosti tega ne bo spremenila. Blokada pa bi lahko bila prelomnica, ki bi jih spodbudila, da se vrnejo za pogajalsko mizo. V širši sliki pa je eden glavnih strateških ciljev Irana odstranitev ameriške prisotnosti iz zalivskih arabskih držav. Nočejo videti Združenih držav tukaj, tako kot so se zalivske arabske države sprijaznile z dejstvom, da morajo živeti ob iranskem, opogumljenem in radikaliziranem iranskem režimu. Iran noče sprejeti dejstva, da imajo ZDA tukaj vojaško prisotnost, zato dosledno napada te ameriške baze v zalivskih arabskih državah v upanju, da bo to spodbudilo te države, da si premislijo in se znebijo ameriške prisotnosti tam. Tudi tukaj nisem prepričan, da jim bo to uspelo. Doseči svoje cilje, na koncu imajo zelo grenak priokus, še posebej po odstranitvi vrhovnega vodje. Želijo obnoviti svojo čast in način za to ni v popuščanju, ampak v tem, da še bolj pritiskajo na Američane. To je tisto, kar jih trenutno žene naprej. Ne gre za to, da bi se vrnili za pogajalsko mizo, poskušali ustaviti vojno in doseči diplomatski dogovor z Združenimi državami, ampak iščejo različne načine, kako lahko pritiskajo na ZDA, da bi dosegle neko drugo vrsto memoranduma o soglasju ali vsaj takšno miselnost, da bi dosegle diplomatski dogovor z Iranom, ki ga Iran vidi kot ugodnega. In Balič, medtem ko Iran še naprej cilja na zalivske države, seveda tudi na ameriške zaveznike, ni mogoče spregledati, da niti približno ne poskuša prizadeti Izraela. In to je zagotovo verjetno zato, ker bi Izrael skoraj takoj odgovoril na enak način. Povejte nam kaj več o strategiji iranskega režima, ki svoje napade z raketami in droni osredotoča prav na zalivske države. Torej, Iranci imajo tukaj dve najpomembnejši karti. Prva je Hormuška ožina, kot je tukaj povedal Ariel. S tem, ko povzročajo večje gospodarske težave Donaldu Trumpu in svetovnemu gospodarstvu, bodo nanj izvajali večji pritisk. Prav tako pa tudi z napadi na zalivske države. Navsezadnje vidimo, da jim je največ do njihove blaginje in stabilnosti v regiji. To jim pomeni veliko več kot karkoli drugega. In z napadi nanje Iranci menijo, da je to način, kako pritisniti tudi na Donalda Trumpa. Ko pa gre za Izraelce, je tukaj zgodba drugačna. Izogibajo se napadom na Izrael do te mere, da so Američani celo pripeljali letala za dolivanje goriva iz zalivskih držav v Izrael na letališče Ben Gurion, saj vedo, da jih Iranci dejansko ne bodo napadli. Torej, Izrael čaka, da Iranci naredijo napako, kot je prejšnji teden dejal neki izraelski uradnik, da napadejo Izrael, na to pa bo Izrael odgovoril ne sorazmerno, ampak z obsežno vojaško operacijo. In to je tisto, na kar Izrael čaka. Za zdaj se Iranci vzdržujejo napada na Izrael, mislim, da trenutno nimajo nobenega izgovora, zakaj bi to storili, vsaj za zdaj. Če pa se vojna nadaljuje z Američani, mislim, da se bo Hezbolah dejansko pridružil vojni in potem se bo vse skupaj v regiji začelo znova. Vsaka napačna ocena bi seveda lahko spremenila potek vseh teh dogodkov. In gospa veleposlanica, ko govorimo o Izraelu, vemo, da bo Benjamin Netanjahu verjetno v Washingtonu. Seveda bo šel na pogreb senatorja Lindseyja Grahama in veliko se ugiba, da bo prišlo do srečanja v Beli hiši s predsednikom Donaldom Trumpom. Ima veliko stvari, na katere se mora osredotočiti. Povejte nam, ne le o grožnjah, ne le o Iranu, ampak tudi o tem, da so volitve le še nekaj mesecev stran. No, Benita, seveda je to zelo žalosten dogodek. Zaradi smrti senatorja Lindseyja Grahama, ki je bil njegov velik zvest prijatelj, pa tudi velik Američan. Gospod veleposlanik, žal vas bom morala prekiniti, ker imamo očitno tehnične težave z vašim mikrofonom. K tej točki se bomo vrnili čez nekaj trenutkov. In prosila bom Ariela Ozerana, da nadaljuje prav pri tej točki.
Kaj bo najpomembnejše za Benjamina Netanjahuja, ko se bo v prihodnjih dneh morda srečal iz oči v oči z Donaldom Trumpom? Da gre za usklajevanje stališč med Jeruzalemom in Washingtonom glede številnih vprašanj. Najprej in predvsem Iran. Izrael je na stranskem tiru, vendar to ne pomeni, da nima interesov ali besede pri tem, kaj želi, da ZDA storijo v Iranu. Prav tako pogovori z Libanonom pod posredovanjem ZDA. Uradno ne bo srečanja med predsednikom vlade Netanjahujem in libanonskim predsednikom Josephom Aunom, vendar bosta oba hkrati v Washingtonu. Torej, kdo ve, kaj se bo zgodilo za zaprtimi vrati? Prav tako glede Sirije predsednik Trump nekako nakazuje, da želi, da se izraelske sile umaknejo ne le iz Libanona, ampak tudi iz Sirije. Toda najprej in predvsem gre za to, kako doseči cilje Izraela v Iranu. Brez aktivnega sodelovanja v vojaških operacijah, vendar pa bi lahko tudi usklajevali prihodnje skupne vojaške operacije, kot smo videli med 40-dnevno vojno. To bom takoj prenesla veleposlaniku in začnimo znova z vašimi mislimi prav o tem. Kaj mora Benjamin Netanjahu doseči, če mu uspe dobiti to srečanje? In vemo, da se je skupna operacija med ZDA in Izraelom konec februarja začela zelo impresivno. Kakšno je vaše mnenje? Ja, najprej je to odlična priložnost. Rekli smo, da je to posebna priložnost, ampak je res odlična priložnost, ker sicer nisem prepričan, da bi do srečanja sploh prišlo pred volitvami tukaj konec oktobra. Predsednik ga bo zagotovo sprejel. Nedoumljivo je, da bi Netanjahu bil v Washingtonu in ne bi obiskal Bele hiše. Ampak, kot je rekel Ariel, je Iran verjetno zelo visoko na dnevnem redu. Mislim, da je tudi Libanon zelo pomemben. Ena od strateških napak, ki so jih Američani naredili, in to moramo povedati tako, kot je bila, da so pristali na povezavo med Libanonom, Hormuško ožino in Iranom. In mislim, da bo Netanjahu poskušal to povezavo prekiniti. Poskušal bo tudi izpogajati pogoje za umik Izraela z nekaterih položajev v Libanonu. Da bi zagotovil, da bo libanonska vojska opremljena in sposobna resnično kljubovati Hezbolahu. To je nekaj, kar je tudi zelo pomembno in rekel bi, da je to nasplošno odlična priložnost za Netanjahuja. In vemo, da je Netanjahu lahko zelo prepričljiv 1 na 1, da dejansko uravnoteži ali predstavlja protiutež. Takšni kot je J.D. Vance in drugim, ki so Združene države Amerike potisnili v zelo, rekel bi, popustljivo stališče do Irana. Zagotovo bo zanimivo videti, kaj se bo zgodilo, ko se bosta dejansko srečala. In rada bi vedela, glede Libanona, če navežem na to, kar je pravkar povedal veleposlanik, vemo, da se je v Rimu pravkar zaključil drugi dan 6. kroga srečanj med libanonskimi in izraelskimi ekipami ob posredovanju ZDA. Govorili ste o tistih pilotnih območjih. Kaj izhaja iz teh srečanj? In seveda zelo zgovorno je, da čeprav obstaja ta povezava v memorandumu o soglasju, se v resnici v Italiji srečanja nadaljujejo. Srečanja se nadaljujejo in po naših trenutnih informacijah bo še eno srečanje. Ampak srečanja so zelo tehnična, oprostite, kot vidimo, ker je prišlo do točke, ko dejansko izbirajo območja, točna območja, odkoder se bodo izraelske sile umaknile in kam bodo dejansko vstopile libanonske oborožene sile. In kako natančno bo mehanizem deloval navsezadnje. In to je bilo nesoglasje med obema stranema. Libanonci niso želeli, da bi izraelska vojska preverjala po njihovem umiku in vstopu libanonske vojske. Seveda, očistijo tisto, kar ne bi očistili. Infrastrukturo, ki je pripadala Hezbolahu, Hezbolahove operativce. Prav tako jih preprečijo, da bi se vrnili na ta mesta, ker vemo, da lahko Hezbolah izženeš ven, ampak lahko se vrnejo kamorkoli, kadarkoli želijo. In dogovor, kot kažejo poročila v arabskih medijih, pa tudi po besedah našega človeka Razela, je, da bo to izvajala tretja stran. Ni jasno, katera država ali katera organizacija bo to storila, vendar pa se zdi, da je tudi UNIF, na primer, izključen iz te vloge. Torej, tukaj ne bo tretje strani.
Drugo vprašanje, ki je bilo za Izraelce zelo pomembno, so zasebne hiše v južnem Libanonu, na območjih s šiitsko večino, kjer Izrael trdi, da Hezbolah tam shranjuje orožje. To je nekaj, kar jasno vidimo tudi na različnih videoposnetkih in slikah, ki jih objavlja izraelska vojska. In Libanonci trenutno pravijo, in to je po poročilih tudi dogovor, da se bo vse izvajalo v skladu z libanonsko zakonodajo. Kar pomeni, da bo verjetno vključen tudi nekakšen sodnik. Da bi dobili soglasje, zeleno luč za libanonsko vojsko, da vstopi v tisto zasebno hišo, jo pregleda in nato kasneje o tem poročajo. Fascinantne novice prihajajo iz Rima in kot pravimo, hkrati čakamo, da vidimo, kako se bo vse to povezalo s tem memorandumom o soglasju.